V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili predavanje z naslovom Nasilna in nenasilna komunikacija. Predaval je psihoterapevt Ljubo Poles, ki je uvodoma izpostavil pomen širjenja zavedanja o pozitivni vlogi nenasilnega komuniciranja pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. Drug drugega informiramo o nečem, da mu povemo, ne vem, za svoje želje, za svoje karkoli že, ne? Torej neka izmenjava informacij, ne? Ki pa bi bilo prav, da je jasna in razumljiva. Ne? Dostikrat naletimo na nek pogovor, ko pravzaprav se človek vpraša, kje je pa tu rep, kje je pa glava. Ne? Torej, v zvezi s čim se pogovarjamo, kaj si želimo skozi ta dogovor doseči, ne? Kakšen je cilj tega pogovora. In zaradi tega seveda je dostikrat tudi dobro, ne? Ko se želimo z nekom pogovarjati o neki temi, da mu praktično ali ji to najavimo in da ji rečemo ali mu rečemo, joj, jaz pa bi se rad s tabo pogovarjal o tem pa tem, daj malo razmisli, kako ti vidiš te stvari, pa kakšne so tvoje, ne vem, želje, jaz bom tudi razmislil malo, pa a se lahko dobiva, ne vem, jutri zvečer, pa to prediskutirava, ne, recimo. Torej, govori o razumljivosti in jasnosti v vsebinskem smislu, pa tudi v čustvenem smislu, ne. Ja, mi smo vsi čustvena bitja, ne, in po eni strani smo pravzaprav povezani na nek način tudi kot neke Wi-Fi, kot preko Wi-Fi-ja, ne. Torej, mi čutimo, ne, mi ne vsega ubesedimo, mi, recimo za primer, ne vem, če ste imeli že kdaj priložnost, da ste občutili, ko ste prišli v nek prostor, v neko sredino, kjer so neki ljudi, neka skupina, da je bila kar neka težka, zatežena atmosfera, recimo. Torej, gre takoj za nek občutek, ne? Za neke signale, ki si potem iz telesa poskušamo racionalno, torej razumsko razložiti, ne?